En dan pred začetkom svetovnega prvenstva v nogometu preverjamo, ali se morda kaj pozna pri prodaji televizorjev. Seveda, prodaja se je povečala glede na lani za kakih 30-40%. Večina je kupila televizorje že pred dnevi, zdaj pa še zamudniki prihajajo zadnji. Kakšni modeli grejo najbolj v prodajo? Večinoma se prodajajo LCD-ji, tisti, ki pa kupujejo večje diagonale, ker so plazme cenejše, tisti pa plazme kupijo. LED televizorji so letos novost, manjša poraba, lepša črna barva, lepše kontrastno razmerje, so pa dražji, prodamo jih manj, ampak se ljudje tudi letos kar odločajo za to. Cena televizorja glede na lani in predlani zelo padla. Kaj pa izbrati, če imamo v mislih hitrost osveževanja in odzivni čas, glede na to, da je nogomet hiter šport? Plazma pokaže tu predvsem svoje prednosti. Tehnologija je zanesljiva, ima sicer svoje slabosti, kot so malo večja poraba, malo več se greje televizorje. Če pa kupujete LCD, pa pametno kupiti 100 Hz ali mogoče celo 200 Hz televizor. Za neko poprečno dnevno sobo, kakšno velikost zaslona bi svetovali? Odvisno je od razdalje gledanja. Neko osnovno pravilo je diagonala krat 3 do 4, 107 cm, mogoče 117, kaj tajega. Za kakšne razdalje gledanja od 2 do 3 metre bo 82 cm diagonala dovolj. Projektorji so nedvomno zanimiva izbira in alternativa nakupu novega televizijskega sprejemnika. Lahko na kratko pove, kakšne so njihove prednosti in slabosti? Vsekakor velja, da so definitivno zelo dobra izbira. Kar se cene tiče, glede na diagonalo same slike, definitivno obstaja širok razpon projektorjev, ki služijo v različnih namenih, od privatne domače uporabe do javnih predvajanj teh aktualnih stvari, kot so zdaj prihajajoče svetovno prvenstvo v nogometu. Projektorji v bistvu, kot sva takoj omenila, ravno zaradi velike slike. Sama diagonala se dejansko začne tu od 1,5 metra in se nadaljuje do 2 do 3 metre. Večje projekcije so pa že bistveno dražje. Če imamo v mislih domače uporabnike, na kakšne karakteristike morajo biti pozorni v smislu ločljivosti, svetilnosti? Sami domači uporabniki ponavadi držijo oziroma imajo projektorje v dnevnih sobah, ki so zatemnjene. Pri tem je treba poudariti, da projektor, če se bo uporabljal za predvajanje domačega kina, definitivno mora imeti resolucijo vsaj HD ready, zelo dobra izbira pa je Full HD. Na takšnem projektorju pa lahko gledamo tudi običajne televizijske programe, ko bo nogometnega prvenstva konec, vendar pa je treba poudariti, da sam projektor deluje malo drugače kot televizor. Življenjska doba samega projektorja je dosti krajša, se pravi tu nekje 4000 ur. To sicer ne pomeni zdaj, da bo projektor nehal delovati kakorkoli, izgubil pa bo definitivno pol lastnosti, kar se tiče barv. Tako da mogoče za vsakodnevno uporabo projektorja definitivno ne bi priporočal, je pa nepogrešljiva stvar pri ravno takšnih dogodkih, se pravi nogometne tekme, rokometne, košarka prihaja. Če bi se pa morali odločati med televizorjem in projektorjem? Za bolj pogosto gledanje je televizor vsekakor primernejši. Za kakšne gostilne, za kakšne zaključne družbe, kjer bo več ljudi gledalo, po kako tekmo, da bojo pogledali, tu pa bo projektor bi še zelo prav.